Prva tekma po šokantnem izpadu iz Evrope se je končala brez želenih 3 točk, v Domžalah brez zmagovalca 1:1. Začasni trener Saša Gajser je v primerjavi s tekmo proti Coloradu kar 9-krat menjal, v prvi postavi sta ostala samo Ažbej Jug in Nemanja Mitrović, kot kapetan pa je moštvo na igrišče popeljal Blaž Vrhovec. Tekma veliko priložnosti ni ponudila, precej je bilo igranja med obema kazenskima prostoroma. Prvi je v 2. minuti zapretil Rudi Požek-Vancaš. V 12. minuti je za Domžale zgrešil Sikimić. V 24. minuti pa vodstvo. Klinar je podal z desne strani, Repas pa spretno zabil za svoj prvenec v vijoličnem dresu ob debitantskem nastopu. Vesel sem Janovega debija, mislim, vrhunsko je štartal z novo ekipo, vesel sem za njega, mislim, vsak potrebuje podajo on gole. Le 3 minute kasneje nova priložnost, Rudi Požek-Vancaš iz leve strani, žoga je končala za golom. Ob koncu prvega polčasa pa je po protinapadu do zaključka za Domžale prišel Kolobarič, toda posredoval je Ažbej Jug. V drugi polčas se je šlo s prednostjo 1:0, že v 52. minuti pa krasna priložnost za povišanje vodstva, hiter protinapad, Kotnik, Repas in Rudi Požek-Vancaš, njegov strel pa za lastne natančen. Le nekaj minut kasneje prvi poizkus Domžalčanov v drugem polčasu, Svetlin je streljal, blokiral je Mitrović, Jug pa odbil čez prečko. V 62. minuti pa izenačenje, po podaji z leve strani je zatresel Kolobarič. Le minuto zatem bi lahko Maribor znova povedel, hitra akcija po desni strani, Klinar je podal, na koncu pa je Dervišević streljal v blok. Kljub številnim menjavam do konca tekme brez prave priložnosti za zmagoviti gol, še najbližje je bil Luka Koblar po kotu, ki ga je izvedel Kronaveter v 79. minuti. Tudi Domžalčani so imeli svojo priložnost za zmagoviti gol, v 84. minuti je Ibričić streljal v vratarja Juga. Končalo se je brez zmagovalca 1:1, sedaj sledi reprezentančni premor, imenovanje novega trenerja, naslednja tekma pa čez 2 tedna v Ljudskem vrtu, nasprotnik bo 100-odstotni Bravo. Za nas je pomembno, da so fanti vseeno pokazali karakter, so se borili od prvega do zadnjega po četrtku, to ni lahko. Jaz lahko kot trenutni trener obljubim navijačem, da bodo fantje delali 100% še naprej, da se bodo trudili in da slej ko prej se bo poznalo to delo, ta trud, ki ga vlagajo, da bomo na koncu prišli tja, kamor si želimo. Psihološkega vidika sigurno med tekmo pozabiš to, ampak pride na momente, ko si v podrejenem položaju, mogoče pride to za tabo, ampak še zmeraj treba zbrati in gledati naprej.